Zadnji današnji prispevek pa je namenjen težavam z želodcem. Veliko ljudi jih ima in zato vem, da boste tudi današnjim nasvetom iz Kalčka z zanimanjem prisluhnili. Katere bolezni so povezane z želodcem? Danes je veliko težav, ki so povezani z želodcem, predvsem zaradi tega, ker je hrana neoptimalna, pojemo veliko predelane hrane, veliko sladkorja, veliko živil živalskega izvora, pa hkrati je veliko napetosti, veliko stresa, taki hektični urniki, kar vse nažalost vpliva na želodec, tudi veliko premišljevanja, veliko skrbi, takih stvari. In bolezni, ki jih povezujemo z želodcem, so predvsem recimo kakšen gastritis, vnetja, razjede, lahko se nažalost tudi pojavijo kakšne bolj močne kronične težave, kot so tudi rak, gerb, recimo ena taka zadeva, refluksi, težave recimo s helikobakter pylorijem. Potem se dostikrat omenja, da so recimo težave z odvečno kislino, da je preveč kisline, kar v praksi sploh ne drži, ker v bistvu sam tam nekje 10% njih resnično ima preveč želodčne kisline, v večini primerov se gre za to, da je premalo in da v bistvu ta zapiralka ne deluje dobro in da se odpira v nepravem času, tako da ta kislina gre v požiralnik in potem imamo občutek, da je preveč kisline. Nažalost, potem se zdravniki ponavadi to zdravijo s kakšnimi zdravili za zaviranje protonske črpalke, kar prinese veliko slabih stvari, predvsem neodpornost na bakterije, na kakšne toksične stvari tudi v naši hrani, pa tudi ne moremo dobro potem absorbirati različne minerale in vitamine. In kako si lahko pomagamo pri teh težavah? Predvsem seveda začnemo s pravilno prehrano, naj je seveda ekološka, čim bolj taka domača, sezonska, ampak prav za želodec pomagajo živila, ki krepijo samo želodčno sluznico. Tukaj je veliko temnozelene listnate zelenjave, jaz priporočam, da je tudi veliko sokov, ker vem, da tisti, ki imajo težave z želodcem, ponavadi ne prebavljajo dobro surove zelenjave ali surovega sadja, posebej, ko so tako res kronične zadeve. Tako da v bistvu si pomagamo s klorofilom, stiskamo kakšne sokove, pijemo recimo kakšne tele trave, različne dodajamo v sokove ali če nam rata kakšen smuti tudi pojesti na tak način. Zelo, zelo dober je, če delamo sok iz krompirja, svežega krompirja. Začnemo z majhno količino, pa potem lahko to zvišujemo. Tudi recimo iz zelja, tudi recimo je osnova kakšen korenčkov sok, pa dodajamo nekaj zelenega zraven. Ingver, če nas tudi ne moti, tudi zelo blagodejno deluje, pa različne začimbe, ingver, kurkuma, janež, koromač, taka zelenjava oziroma tudi take začimbe ali čaj, recimo, ki jih naredimo iz tega, tudi kamilični čaj, vemo, da dobro pomirja. Tako da s tem nekako začnemo, ne užijamo masne hrane, izjemno začinjene hrane, praženih recimo živil oziroma ne pražimo hrane, ampak res pokuhamo v sopari, da se tudi očuvajo kakšne nutritivne vrednosti in se trudimo, da jemo bolj lahko in da je čim manj hrane, da so čim manjši obroki, da dobro prežvečimo hrano. To je ena taka osnova. Pa si lahko pomagamo še s kakšnimi prehranskimi dopolnili mogoče? Ja, vsekakor. Tukaj je spet treba gledati vsakega posameznika, kakšno želodčno težavo ima, ampak zmeraj začnemo s kakšnimi probiotiki, potem recimo lahko dodamo prebavne encime, da se hrana lažje predela, lahko dodamo recimo za uravnavanje želodčne kisline betein hidroklorid, potem recimo izjemno pomaga mastika, mačji krempelj, šatavari, recimo to so taki dodatki, ki nam lahko pomagajo, pa te že omenjene začimbe recimo, hkrati omega-3, vitamin D, na to ne smemo pozabiti, če želimo tudi obnoviti želodčno sluznico, aloe vera je tudi ena od rešitev. Pa so še kakšni drugi ukrepi, ki nam lahko pomagajo? Ja, vsekakor. V bistvu se moramo pomiriti, najti način, kako ravnati s tem stresom, ne preveč premišljevati, ne imeti preveč skrbi, ker to negativno vpliva na naše telo. Tudi lahko izvajamo kakšne masaže, tudi za stimuliranje recimo izločanja kakšnih sokov, pa tudi recimo, da stimuliramo samo presnovo. Hkrati pa izvajamo lahko različne vaje, recimo jaz vedno priporočam kakšno jogo, tai chi, nekaj, kar bo tudi uravnalo tudi delovanje našega telesa. Kar veliko nasvetov smo vam dali v današnji oddaji in upam, da vam bodo prišli prav, mogoče zdaj ali pa kadarkoli kasneje, ko jih boste potrebovali. Lepo se imejte in nasvidenje v naši prihodnji oddaji.